In grabimo. Drugače pa kar dobro nakosva za tretjo košno. Tako da nekaj materijala bo. Tole moš kar malo rida narediti cilen kabel, da ni vse za flančanke pri norce. Zdaj imaš računalnik, to se pravi elektropravljanje, za kjer rotor, tropolna vtičenca, pa obraten dal na 540 teko, da je treba to gasa za brez veze pritiskati. Vse pa vrti tam od 400 do 500 obratov, no nekaj optimalno za ta računalnik. Če špegle dobro naštimaš, pa če imaš dober teren, poj samo malo v špegu gledaš in to je to. To, da čim več pobereš, oziroma najbolj optimalno. To se pravi 11-12 na uro greš, še vse glik na modlov, pa te čisto lepo pobere, pa čisto. Zato, ker je dosti rok na rotor, hitro se vrti, pa 4 prsti na roko. Evo, za konc tega v luft. Se zasučemo. Da ne bomo gledali, že ne pretiraš slučajem kaj, ker to se tudi zna narediti. Da imaš hitro pa kaj krivo. Približno se naštimaš, evo tega dol. In idemo. Bilo kar hitro fertik. Zavedati se tudi, da je dvozglaben kardan, tako da če so vinke, ne rabaš nič kaj dosti komplicirati. Evo, tako ravno krogla. Bom naredil red, da se boj tudi sem mislil reči z motorko, da se boj tudi z balirko samo okrogla pelal. Imaš pa tudi ponavad, če imaš lepe parcele linije uglikane v piko. Nimaš nekaj cigomigov, zato ker ne rabaš loviti reda za nazaj, a ne? Je pa tale kabine od klasa tudi toliko tiha, da sploh ne vem, kaj se zunaj dogaja. Edin, kar v špeglek vidim, nazaj pa tudi pa malo gledam, zato ker ni potrebe. Res samo priješ dol, butneš, pa delaš redove. Je pa tako, da za ta zadnjo košno ali pa takrat, ki je manj robe, imaš malo več redov, pa malo manj robe v redu, a ne? Sicer jaz imam zdaj tretjo pokošeno, pa je robe kar dost. Imaš pa tudi pa tale računalnik, oziroma elektropravljanje rotorja. Lahko oba dva naenkrat dviguješ, lahko sam levega, lahko sam desnega, kar pač češ. To je mišljeno za kakšno obrobljanje, ali pa če na koncu kakšno kaj ne ostane. Do glavno jaz smo delal špico narejen, pa za pograbati imam tlele. Imam že zraven dva redova, zato pa sam en rotor dol dal, da nam je zunah dveh redov skup uliknil. Pa ga pa priješ do tiste mere, veš pa tegale na tule, evo, pa sta oba dva dol. Pa spet rasa. Tako da kakšne kajle sploh niso problemi, sploh s tem na računalnike, ki lahko rotor vsak posebej dviguješ, je to dosti bolj naslikol poj. Da nimaš vse razmatan potraven, da lažje pobiraš poj. Zdaj nam bo kaj na drug pole. Stegnega sem pa isto pustil, ker nimam mene take višine posebne tlele, da bi mogel kaj nižati. Hrbet me srbi nekaj. Grable imajo kolotek dosti zadnji, a ne? Ampak zaradi zavijalne akse gre čisto za traktorja. Tlele imam usko, evo, boš čisto da prišel brez kakšna grabala ali pa brez priključka zadnji. In zadnji vižajo dobesedno čisto za ovinkam. Da vidiš, koliko sem jih lepo noč spravil. Pa je bilo precej usko. Tako da prideš čistenka traktor v bistvu, no, da rabaš nič ovinka imati. To je, da pa spet malo od zarobu, zato da je pojem kaj okrogel hodil, da ne treba reči rikvrc hoditi. To se pravi, bom sam s televo delal, da bom od zarobu. Kršu, ne čakal, kršu. Pa je fan. Tako jaz delam, no, vse drugače je cel kapaj na hopci. Ampak jaz sem se tako navadil, pa sem zdi, da pa še najbolj odgovarja. Da po dolgem delaš redove, da se sam naokrogel voziš. Če pogledamo tele grable, še malo na suh, malo takole od bliz. Imaš v glavnem 3 lajtange. Krino zgrabka, oziroma rotor je skup pa narazen, tamle gor sta cilindra na vsak stran in se tudi razširi. Tukaj gor ima skalo od 6,60 m pa do 7,15 m pa nabližen. Isto je pa za dvigati rotor je skup pa narazen. To se pravi, da jih spuščaš pa dviguješ. Imaš pa not pa računalnik, da lahko dviguješ samo en rotor, ta lev ali pa ta desen ali pa oba dva skup. To pa je noter v računalniku šaltaš. Kardan, dvozgloben sklopko, kamo tukaj zavijaš. Tlele so pa še tele varnostne ketne. To naj bi prišlo sicer kele na prečko, ampak zdaj, ker nam z njemu delal, nisem nič priklapljal gor.
Je pa to zaradi varnosti, če se ti kaj utne na tem dvotočkovem priklopu, zato ker sam spredi na dveh rokah pripet, da ti ga poje tamle vstav ketna ali pa. Lahko bi pa tudi ponudil pri kakšnemu staremu traktorju, ki ti ne drži dobro hidravlike, da pripneš ketne na prečko, pa približno višino naštelaš, pa dol spustiš, ne, pa ti že kar na ketnah drži. Tudi višina zgrbljalnika se ponovadi tako pripena, lih toliko, da ima taca majhen hoda, da jo lahko pospravaš, takrat je približen zgrbljalnik uravnan v linijo, toliko, da je naravnost. Lahko pa tudi, ko gledaš, da je kardan približen naravnost laufa in je lih tako uglihan, no, načeloma. Je pa itak to pa malo od traktorja odvisen. Tlele je bolcen čez priklop, zato da se to poj suče, pa da se zavija. Ko grable zadaj zavijajo, da grejo čisto za traktorjem oziroma za ovinkam, lahko vse robove pobereš. Tale štanga pele nazaj do akse oziroma do koles. Kolesa so 380, 55, 17, to se pravi so kar dosti široke, kar je plus. Na takem zgrbljalniku široke gume, to je zakon. Unte stark so imeli tiste ozke, to je samo tako skozi neki divov. Pa vsako luknjo šutu, pa vsak graben od se je zapeljal. Šir guma je, olje. Na cesti pa tudi stabilen, čisto lepo se pele, no. Možemo imeti kakšne rubrike pa tak, to se treba malo navaditi, da drugače pa gre. Tlele zadaj prije pa je ta mehanizem, ki kolesa viža, tudi malo je vse skupaj nastavljiv, če ne gre slučajno lik za traktorjem, da pa je malo prestaviš, da gre tako, ka more iti. Ima tudi posod malo ni plov. Takrat, ko greš mazati, moraš tudi kar si malo cajta vzeti, je kar nekaj ni plova. Kdor ne maže, ta ne vozi, kva že pravijo. Tako da ja. In pa gre kardan tle naprej do tega reduktorja, ki se pa deli levo pa desno. Zato, ker kardanski prenosi pa ti reduktori pa to vse skupaj manj trpi, ker je tale Y pogon. To se pravi, ne gre kardan naprej v tale konc pa 90 stopinj gor v rotor, ampak že tlele preseka direkt na rotor gor. To je pa zato, da ima kardan pa zobniki daljšo življenjsko dobo. Tlele iz tega zobnika od kardana prije na pogonski zobnik za rotor. Rotor je tudi dvakrat uležajen. To mora devati, to se mora vrtiti kabak. Drugače se pa takole vrti, no, če spletnega uhka na roke vrtiš. Premier rotorja pa mislim, da je 3,15 m. Enega, pa še ta drugega. Pa še tisle v luft, vmes kar je. Imaš pa širino zgrabka tam od 1,30 m pa do 1,85 m pa nam bliže, no. Rotor je tudi gibljiv na vse strani, takole zadeva plava. Pa v to smer. Pa komplet tandem. Se takole fan suče. Pa tale konc je tudi vse prilagodljiv. Takole fletna diva. Pa unle konc. Tako da podvozje pa to se res lepo prilagaja terenu. Majhen je osran, ki bo zadnjo zlijamo mokro, vsem skup grabu. Imaš pa pri temu tandemu tudi še takole šplente pa podložke. Če bi hotel, da ti majhen drugač visi, ne vem, da bi tale tandem majhen znižal, unga malo zvišal, da imaš pa res, to so une detaljne nastavitve. Se tudi šteje, višina tandema tudi lele gor pa dol leze, to se pravi, v bistvu to pomeni, koliko visok boš grabu. Štela se pa s tole ročko tlele. Pa imaš pa tle puščico za gor ali pa dol, to se pravi zele ga dviguje majstra. In gre že malo bolj po luft. Po totem lufti. Tlele spodaj ima še tole dodatno nastavitev, tole štango. To je pa mišljen za nagib telih žbic. Koliko hitro ti zgrabek spusti. Do kamne je se robo proti zastavc. Imaš pa še, no čak se lahko pokažem, da so majhen videli. Imaš pa še eno varianto, to je pa cestna varianta. To se pravi, če tega čist sem ne zasučeš, imaš tlele dobesedno tele čist noter pobite. To je samo zato, da kakšnega ne zapneš takole zraven. No, če gremo pa na uno stran gledat, je pa razlika, da imaš tele grabace še kar zunaj, a ne? In pol lahko kakšnega zahaklaš. Načeloma pa jaz imam zdaj nastavljeno tamle eno ta srednjo vrednost. Vrti se takola, fletna. Po tola stran, vsako svojo. Star 720 skozi 22 720 cm, približen širina grabljena, maksimalna. 22 je pa 22 rok, to se pravi 11 rok na rotor. Pa na vsaki roki so 1, 2, 3, 4 pari žbic. Te drugo pa tretjo košno pa slamo sem grabil. Tako da sem že kar majhen skozi dal, no pa grablje res češajo, tako se zagre. Hitro lahko letiš, no pa če to narediš, sploh če imaš res dobro nastavljenega. Tlele imaš tele hakelce, na štrike, da to poje mehansko not odhaklaš. Če po štrike potegnil, gre pač do konca v luft. Ampak zdaj pa tista ta sredinska blokada,
ko nekako zakleneš rotorje, da greš pa okoli zgrabka, zato ko imaš tu dosti placa, je dosti dvignen, da greš lahko izpržganim rotorjem čez zgrabke, da kaj za sabo navleče. Ker rotorje dosti spustiš, greš zastavica dol, ker daš gor, gre takole gor, se takole dvigne, da jo ket na terenu zadaneš. 4 roke iz vsega rotorja grejo pa sem le zadnji pašajo noter. So pa vse roke snemljive. Evo, nekako takole zgleda, zdaj pa kaj dvignem, da sem videl razliko v višin za foro, no. Se ne zaradi drugega. Približno 3,20 m pa 4 metre. Tako da ja, tako se pa višino pač malo zniža za na cesto ali pa če imaš kaj nizk, da spravaš, da ga ohaj pospravaš. Pa tako je fan, da ne pozabiš kakšne šplente not utakniti. Da sam ne odbije roke. Načeloma dosti ozek, no 2,55 m je zunanja širina, teža je to na 800, ampak tole zadevo pelje traktor tam 50 konov, 55 konov gor. Dolg je pa 5,5 metra. Za več informacij imate pa tudi gor flita napisan. Sip.si. Je pa tako, da sip ima itak tudi ostale vrste zgrabljalnikov, ta je sredinski, pa še to obstajajo večji ali pa manjši, ta mislim, da lihene te srednje velikosti. Pol imaš pa še stranski zgrabek, tudi dvojen rotor, pa 4 vretenca imaš, pa 1 vretenca, voženega, nošenega, tako da je variant je cel kup, no, sip ima to res fajn pokrit, ti lahko rablje. Lahko tudi tole malo preveriti, Agrar Expert na YouTube, pa boste videli posnetek od tega zgrabljalnika, ki so tudi ga že nekaj snimali. Tako da, če traktor crkne, pa kaj na roko sučeš. Ja, žiii!